BMW-jev športni terenec X3 druge generacije je odrasel v vseh pogledih. Opazen je prirastek tako pri zunanjih dimenzijah, kakor tudi v notranjosti, saj imajo dovolj prostora tako voznik s sopotnikom, kakor tudi visoko rasli potniki na zadnjih sedežih. Še najbolj pa iz razrednega povprečja izstopa prtljažnik. Pozitivno seveda. Različica X3 xDrive 20D s 4-valjnim dizelskim agregatom ima 135 kW in je v povezavi z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom odlična izbira. Sicer bo že osnovna različica avtomobila z nekaj čez 40 000 evri dodobra posegla v družinski proračun, zelo obsežen pa je tudi spisek dodatne opreme. Pri testnem avtomobilu je bilo za kar 25 000 evrov, kar je skupno ceno vozila dvignilo na vrtoglavih 68 000 evrov. Vendar pa kupec vsekakor dobi precej avtomobila za to ceno. Izstopa prilagodljivo podvozje, ki ponuja programa Normal in Sport. Razlika v voznih lastnostih med programoma pa je precejšnja. V načinu Sport bodo X3 vozili predvsem tisti, ki velike razdalje premagujejo po avtocestah, kjer pa nas je nekoliko zmotil precejšnji hrup v potniški kabini pri visokih hitrostih. Sicer pa podvozje zelo dobro blaži grbine na makadamu in drugih brezpotjih, medtem ko je hkrati dovolj trdno za vožnjo po asfaltu. V X3 boste zlahka udobno namestili vso družino. Položaj za volanom je zelo dober, saj se sedi dovolj visoko, da voznik zviška gleda na dogajanje pred seboj in okoli sebe. Seveda pa mu je pri tem v pomoč tudi nekaj elektronskih pomočnikov. Govora je o vzvratni kameri s funkcijo Top View, ki poenostavi vzvratno vožnjo ter omogoča zelo natančno parkiranje avtomobila. Ob straneh nameščene kamere namreč postavijo avto v središče velikega zaslona, okrog njega pa vidimo posnetek okolice. Testni X3 je imel nameščen tudi navigacijski sistem, dovršen Hi-Fi sistem s funkcijo Connectivity za USB in Bluetooth naprave ter še veliko drugih dodatkov. Belo usnje najdemo tako na sedežih kot tudi na vratnih oblogah. Izpostaviti pa velja tudi panoramsko okno ter avtomatsko odpiranje in zapiranje prtljažnih vrat.